Lepo pozdravljeni v državljanskem forumu Evropskega parlamenta. Več kot polovica držav članic Evropske unije uporablja jedrsko energijo v elektrarnah, veliko jih uporablja raziskovalne jedrske reaktorje, prav vse pa uporabljajo radioaktivne materiale v medicini. Seveda s tem proizvajajo radioaktivne odpadke, ki so tudi visoko radioaktivni. In prav v ravnanju in odlaganju z visoko radioaktivnimi odpadki države članice niso ravno učinkovite. Zato je Evropska komisija že v začetku tega tisočletja pripravila direktivo o ravnanju in odlaganju visoko radioaktivnih odpadkov v Evropski uniji. To direktivo je Evropski parlament takrat sicer sprejel, vendar pa jo niso sprejele vlade držav članic, torej Svet Evropske unije. Zato je Evropska komisija lani pripravila drug predlog nove direktive in obravnava te direktive sedaj poteka tako v Svetu Evropske unije, kot tudi pri nas v Evropskem parlamentu. Ta direktiva obravnava ravnanje, upravljanje in tudi odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Po tej direktivi bodo države članice morale pripraviti svoje nacionalne programe in v njih sporočiti, kako bodo ravnale z gorivom, izrabljenim jedrskim gorivom in z radioaktivnimi odpadki in tudi kako bodo te odpadke odložile in kaj se bo potem dogajalo z zaprtim odlagališčem. Hkrati bodo morale vključiti tudi opis, kako bodo priskrbele za ustrezne finančne vire in tudi za ustrezne človeške vire, to se pravi, da bo dovolj izobraženih strokovnjakov. Evropska komisija bo te programe pregledala, zahtevala tudi pojasnila in tudi spremljala izvajanje teh programov. V direktivi bo tudi zapisano, kako in kakšno vlogo naj bi imela javnost pri teh postopkih. Ker je javnost zelo zainteresirana, kadar se govori o prihodnosti jedrske energije, sem se odločila, da sprožim to posvetovanje v državljanskem forumu. Sama sem namreč poročevalka odbora za energetiko, torej tista oseba, ki je v parlamentu odgovorna za pripravo poročila in odsev Evropskega parlamenta na ta predlog. Vabim vas torej, da sodelujete v državljanskem forumu, da mi odgovorite na vprašanja, ki sem vam jih zastavila. Jaz pa vam obljubljam, da bom odgovore skrbno prebrala, jih proučila in tudi v svojem delu upoštevala, kolikor je le mogoče. O tem bom pripravila tudi poročilo in vas na koncu tudi obvestila o tem, kakšno poročilo je Evropski parlament sprejel, torej kako se je opredelil do te direktive.